ne? Moj, bo treba. Bomo povlogali. Danes imamo z njim tak wellness dan in prva postaja pred wellnessom je Jelenov greben. Jaz še nisem bila v bistvu. Jaz Ti? tudi ne. Tudi ne. Mislim, da lahko kupimo nekje neko hrano in jih pol hranimo. Bomo videli, gremo? Pol naslednji korak bo čokoladnica. Kako ful jih leži v bistvu pač. Aha, gre. Le še tam jih je ful. Excuse me. Kako lepotko ni. Wow. Jo, poglej. Gremo po hrano za jelenčke. Da človeka ne hoti ruknejo. Trolček vrno. Dobro pakirano. O, kjera dobra flaša je. Borovničke. Ja, hruška. O, wow. Ale je veljamo. O, wow, koliko je tega, wow. To zgleda ful lepe barve. Bučna marmelada. Pumpkin, kurbis, marmelada. Samo s čilijem, evo, z bazilikom. To mi daje ful tak autumn vibes, to bi prav mogla priti. Imaš prav. And brave, I know you'll find a way. Live your truth, and good will come to you. Home, sweet home. Poglej, kupili smo hrano za jelenčke, pa vsaka smo en sok, čakaj, vsaka smo en sok izbrali. Grozdni pa breskov. A bi kdo jedel, ne? Ok. Ja, le še ovni so tu, what the hell. Ne ma poznajo, zakaj se naj bojijo, meni je kar... O, čakaj, te pa vejo ta zvok, le. Da se malo pripeljimo najprej. Ja, se bo pa treba odpreti, a ne, kaj pa je sploh nad koruzo, ali kaj? Točno, ja. O, kaj je? Ne vem, kako je. Ojo, cutie! Daj mi. Ej, čakaj. Ok, čakaj. Ok. Čakaj. Ej, ne. Smart bo. Smart. Počakaj. Oh, shit. Da človeka ne hoti ruknejo. Oh, fuck. Oh, shit. Jaz se ne grem več. Oh, fuck. Gre. O, to ti zapozijo. Leon ima pikice bombi. Shit. Jo, cute ste. Oprosti, nimam več, pa onega me strah tam. I mean, ponavadi je dobro navodila prebrati, preden da nekaj delaš, nekam greš, ker jaz imam zdaj pač ful veliko modrico in bo verjetno še večja. Sploh ni toliko bolelo, ko me je udaril, sem pač grozno zgleda. Ampak ja, to ni tak nedožnost z otroci, tako da pač vseeno ne moreš se čisto izogniti zdaj tem. Ne, ker bi se on tam zraven prišel. Ja. In je tako res, takoj, ko so zaslišali, so kar pač vsi leteli zraven, ko smo pač zaslišali to šumenje hrane. Nina je poskrbela dan za malčko, za hrano, za kosilo, za vse. Pač tu imamo pesto pasto, tu imamo prigrizke, zelenjavo, pa imamo take celni kosmičje kroglice. Tako. Kiwi, 2 sendviča za vsako, banane, pa denehi, pa še sokeci, čičerika snack. To smo pa zdaj kupili, ko ste videli, pa zelo cute. Ja. Upam, da ne v kak jelen prišel se najest. Same girl, same. Čokoladnica, cute. Ja. Tak Easter forica. No. Tole pa moram eno vzeti. Tole je pa Janči fan. Jaz tudi imam rada riževe ful. Dobar Da, dan. to moramo probati. Te so ful dobre.
Jaz vedno sem eno to vzela. Res? Pa eno to je taka bolj temna. Ta je ta klasika. Ampak tak, ja, te palčke so dobre. Ka? Sladkosti iz Olimija. Kako lepo so zapakirali. Ja, kratko. Ok, The poglejmo. Gladko. Kjer asortmente. To so si nam kaj sploh to. Kako dober, ne vem. Mislim, da Aha, nekaj ima noter. Krema. ok, Kaj ima noter? basic. Ok. Pa boš. Malo to... Prispeli. Evo, dobili smo svoje plaške, hello again. Evo, dobili smo dobro lokacijo. Boš poslala. Dej še moje brisače. Tu imamo razgled na zun, Lajtinjo wellness gospodično. Hvala, gospa. Hvala. Napitnine nimam. Imam še tu eno. Mi smo se nasavnali, zdaj gremo pa jest večerjo, pa še pol malo bazene, pol pa konc. Počkice. To imajo kakve homemade nuce, ali kaj? Ja, to so pa tili fuži. Ali je pozno, ampak rabim. Dobro jutro, jaz sem tako dobro spala, z Miko smo se stiskale. Dan sem se odločila, da ne grem ne v fitness, ne na pohod. Edino mogoče grem na sprehod tak kratek, zato ker moram iti tak trgovino pa v avto, ker danes pač imam kuharski stream in bom delala te dumplingse oziroma žlikrofe, take bolj azijske, pa one riževe, palčke, to sem že večkrat delala, ampak sem rekla, da bom tako azijsko hrano jedla. Včeraj smo malo z Nino ugotavljali, kaj bi lahko kuhala. Ko ne živim vse doma, sem malo zelenjave rabim. No, v glavnem odločila sem se, da ne grem nikamor, ker sem imela ful stvari tak za, ko mi je zadnje ostalo. Poleg tega hočem biti z Miko in smo se zdaj ful igrale. Celo jedla je malo mokre hrane. In hočem čim več cveta biti z njo, ker je bila včeraj cel dan sama. Bogiča ni navajena, moja miška. Ja, sem jo po kameri gledala, spala je cel cvet. Mi je pa Nina dala nekaj za sprobati. Teda bom to uporabila. Pol ko prijem pa iz trgovine, oziroma ne prijem bom nekaj pojedla, pol pa ko prijem iz trgovine. Kako je to lahko. Glavno, prijem iz trgovine. Bomo pa s Miko šle na balkon. Moram malo pogledati recepte. Mislim, da bom zele pa korenček rabim, ostalo pa vse imam.
Lahko karkoli daš v te žlikrofe, meni so zelenjavni ful boljši, nimam rada mesnih, no, zakaj taki zelenjavni so ful bolj sočni in no. Kakšne gobe daš not ali pa gobe, korenček, zelje, bučke mogoče, why not, there is no rules. Cod sem imela posod ful, mislim predvsem v kopalnici in sem mogla pač razvrstiti, kaj je za prat, kaj je še vedno ok, kaj sem samo enkrat imela oblečeno. Tako da zdaj tudi eno rundo cod perem. V glavnem, take brezvezne stvari nisem vas hotela dolgočasiti s tem. Tako da ja, ura je v bistvu že pol ena, pač brala sem tudi včeraj, nisem nič na bazenu brala. Fajn je bilo včeraj, ste videli, minus oni napad jelena, ampak ne, jaz sem tako vseeno malo navajena živali pa to, ampak ena napaka je bila, oziroma moja napaka je bila, da nisem prebrala, da ne smeš hraniti jeleno z rogovi. Ampak tako nikoli nisem slišala koga govoriti o tem, pa tudi nam recimo tudi srne, mislim one brez rogov, ne, jeleni brez rogova so to srne, ne, verjetno, ali pa mladi jeleni. Tudi dosti tak, pač mislim, da lahko malo zruši, ne, tako da, ne vem, vse sem videla, da so otroci tudi bili tam, pa da so veliko otrok z družinami pride, ampak no, jaz jih ne bi prepeljala iskreno, zato ker nikoli ne veš, oni jelen ti lahko vseeno zraven pride, pa mogoče ne vidiš. Ena punca mi je napisala, da je njo tudi jelen ruknil, ko se je obrnala s hrbtom. To smo prebrali z Nino, da piše, da jim ne obračati hrbta, ker te lahko odzadaj rukne, no to nismo, ampak on je samo hotel, da mu čim prej hrano dama, ne, ga malo prestrašiti, jaz ful ne rada to delam, pač strašni živali. Bolj, ko smo sedeli na oni klopci, je ena srna začela jesti papirnati kozarc od kave, ki ga je nekdo tam odvrgel, zakaj bi to naredil, ne vem. In jaz sem začela paničariti, ker je že čisto natmela to in sem hodila in potem sem z mojim sendvičem nekako to srno prepričala, da pride do mojega sendviča, pa da ono ven vrže, oziroma da jo ven potegnem. In je bilo tako strah, da se bo nam zadušila ali nekaj, v glavnem je vrgla pol to iz ust. In potem sem kar naenkrat videla, da je ful nekih smeti tam okoli, pač sokov teh, Erik sok, ne vem, je bila embalaža, te šalce od kave, pač jaz ne vem, kaj je s folkom, da na travniku, kjer so živali, pač odvrže nekaj, mislim. Potem sem vse to pobrala, smo dali v eno vrečko, ja, me ne skrbelo za ono srno. V glavnem, point je, da ja, malo bodite pazljivi, če greste tja, ne za sabo puščati smeti, pa ja, to je to. Ampak vseeno, ful dobra izkušnja, pa tudi čokoladnica je bila dobra. Jaz sem bila večkrat čokoladnica, ampak že toliko let nisem bila in vse je še isto, ni von, ko ne prideš in čokolade, Nini je bilo tudi všeč. Potem smo šli v Orhidelju. Ful je cajt hitro minil, mi dve smo imeli plan, da bomo še brale kao, da bomo si maske dale na obraz, to smo čisto pozabile, pa ne vem kaj še vse. V glavnem, karte sem zraven nesla, ampak ne, cajt je tako hitro minil, šli smo v bazen. Pol smo v bistvu šli na eno pijačo, pol smo šli malo počivati, pol smo šli pa v savne, tam smo bile ful cajta, pa v savna smo bile brez vsega, nismo imela ne knjige, ne telefona, nič. In je prav pasalo, zato ker smo tako sam ležali, smo malo, smo zaspale vmes. Ful je bilo fajn, ne 3 runde smo naredile, 2 jabolki smo pojedle, ful vode spile, še ono ledeno kopel smo šle, pač, jaz mislila, da ful nisem za to, ampak mi je ful pasalo. Pol smo šli pa jesti. In bolj smo se počasi spravili, ker je treba bilo še uro pa pol voziti, jaz sem vozila, tako da moram reči, da glede na to, da sem spala ful malo, nisem bila tako zmatrana, pa te savne pa to te utrudijo, pač nisem, ko sem se vozila domov, nisem bila zmatrana, tudi doma sem šele malo čez nobenih zaspala, ker sem se hodila z Miko ukvarjati. Glavnem, bla, 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 bla. Malo si bom samo prve naredila, da ne grem glih v svet brez vsega. Nič posebnega, se mi zdi, spet smo v onem obdobju, ko se mi zdi, da o mene in isto govorim, pa kažem, ampak mislim, vsi včeraj ni bila eno in isto, ampak takrat ne toliko snemam. Lahko vam pa povem, to, kar sem njeni včeraj povedala. Da sem se začela sekirati za gubice. Ne bom nič naredila z njimi, ampak tak, pač iskreno, dokler te ne doleti, se mi zdi, da si misliš, a pa se ni kaj pa so gubice, mislim, jaz se ne bom sekirala, vse pa je vse cool. Pa se, jaz vem, da tudi za svoje leta, ne vem, nimam zdaj tak neki ekstra gubic, pa ne vem, nič posebnega, ne, se pa nisem več, počasi bom 34 let stara, 34, aprila. Tako da, pač jaz vem, da je to del življenja, ampak ko se ti pa zgodi, si pa kar tako malo tu po čelu imam čisto kot mama, ne vem, kako se zdaj na kameri vidi, bolj tu
predvsem pa, ko si make-up naredim, pač jaz vem, jaz sem tudi bila včasih vizažistka, jaz vem, da ko si daš make-up, ker ti si poudariš stvari, a ne, teksture si poudariš, gube si poudariš, če misliš, da ti make-up skrije te stvari, je glih obratno, ampak itak na internetu, ko imamo filtre, pa lahko montiraš, lahko pač kožo spremeniš, vsi mislimo, kak make-up, make-up ten spremeni, pa občutek mogoče da na slikah, ampak v živo imaš pa ful bolj poudarjene gubice, tako da zdaj res ful pazim, da ko si dam puder, tako da si izenačim ten, si dam res na tanko z gobico, da si ne še bolj poudarjam gube. Tu na čelu se kar izogibam pudra, razen zdaj, sem imela pač malo mozolo. Tako da ja, moram priznati, malo imam krizico, ampak nič ne bom naredila glede tega, pač sprijazniti se moram, da nisem več 20 let stara, ampak pa nočem biti 20 let stara, ampak kar se kože tiče, tudi po vratu vidim, ko se včasih tak nam kaj obrnem ali pa tak je ful tanka koža. Vrat pa obraz. Telo se mi zdi, da ne, po telesu sem čutim kolena pa kolke, ampak zdaj hodim fitness, pa bom aktivna, tako da bom poskrbela za sebe. Zdaj sem vedno bila dosta aktivna, ampak tak vse stvari poznajo, ne. A veš, kot ti starši reče, ko boš pa starejša, te bo vse to teplo, kaj zdaj delaš, oziroma kaj zdaj ne delaš. Res je. Torej, jaz sem drugače ful pridna, kar se tiče vlaženja obraza, ful sem pridna glede pitja vode in ko imaš ti suho kožo, imaš malo več gubic in zato moraš še ekstra bolj si vlažiti. Jaz nimam suhe kože, tako da to imam srečo, ampak ena stvar, ki pa jo lahko boljš delam, je pa, da si dam bolj pogosto SPF, torej UV zaščito na obraz. Poletje sem kar pridna, ampak moraš tudi zdaj, ne, tudi zdaj je že treba se zaščititi in sonce ti najbolj postara obraz. Posebej kako kajenje pa nevlaženje kože znotraj in odzun. Smo odla reči tako malo iskreno, tako življenjsko ali neki, ne vem. Je pa tudi problema, veš, ker jaz se bolj nekako mogoče teh stvari zavedam, ker se skozi gledam, pač ne, ker se hočem skozi... Kam je ona šla, ker ta omara? Ne, ker se hočem skozi gledati, ampak ker se morem na nek način, ko jaz montiram videa, ne, pa ko se snemam. Pač to ni zdravo, ne, se skozi videti, tako te drugi vidi, oziroma skozi pač vidi svoj obraz. Mislim, včasih so se mogoče videli v gledalo, pa še to ne, zdaj pa, ne, to definitivno ne pomaga z mojo samozavestjo, ampak je pač en del, ko se ga moram naučiti, ko je del življenja, odraščanja, staranja in that's okay. Ni zdaj nek velik del to, odvisno kako si vzameš. Se mi zdi, da je bolj potrebno delati na sebi tako znotraj, ker ko si nazun neki, če si začneš neke stvari popravljati, hitro lahko zapadeš v to, da nikoli ni dosti, oziroma ni, bom rekla, ne samo zavest, pa ta nesigurnost ne nujno prihaja iz tega, kako izgledaš, ampak kot znotraj od tebe. Tako da pač jaz se strinjam, da če imaš neko stvar, ko ti otežuje življenje ali pa celo življenje, imaš to eno stvar, ko te jezi, ne vem, karkoli je to, če hočeš si to zrihtati, si dej. Recimo, če ste gledali moj video, moja zgodba glede zob, ko sem se takrat odprla, na papirju je to estetska stvar, ne? Ni nekaj, kar rabiš, da preživiš, kako bi rekla. Bi mi pa sigurno otežilo življenje v smislu negativne pozornosti, kako izgledaš brez zob. Dvojka, ne. Mislim, tudi otežuje to, kako ješ pa to, ampak hočem reči, da ko so take neke velike stvari, ko ti res nam kvaliteto življenja pokvari, to smo se včeraj tudi z Nino pogovarjali, je to druga stvar. Zdaj, ko so pa neke malenkosti, ko si mogoče pa bi sem zato, ker je moč trendi ali pa nekaj, to pa nam se mi zdi, da pol lahko zabredeš. V glavnem, dobro. Dost, gremo jesti. Ok, najedla sem se, malo kave spila, malo si pripravila stvari, stroj se pere. Cote so oprane, ampak jih bom obesla, ko prijem nazaj, da bomo šla z Miho na balkon, zdaj išla spat, jaz pa moram itak turbina. Teda, grem pa v Lidl po moje, zato ker bi rada kupila tudi ono potrebušnjino svinjsko. Če jo maje, sem se mi zdi, da je malo maje bolj poletje. Glavne, moj outfit je razen majca, ta kompletek je tak kit, zgornjega dela že dolgo nisem nosila in dan se je ful toplo, tako dala sem z jopo grem. Glede, kako lepo je. In kaj pa tu?
bili. O, sili bili. Evo, prišla sem z Lidla, vzela, kar sem rabila, torej gobe. Pol pa še stvari, ki jih ne rabim. To bo za moj vrtiček vse. Semena sem kupila. Zdaj sem si pa kupila še eno pivo, pa en Radler, ta 0,0, da bom to zmešala danes, ker je petek, pa bomo eno pijačo spili. Kitajsko zelje, tako mini sem zagrabila, da nimam preveč. To bo fila za te žlikrofe. Pa seveda korenček in gobe, pa čebula. Semena iz Lidla. Tu imamo ta peteršilj, piše ta velik peteršilj, ko ima take malo večje liste. Piše, da so neke diske semenski, to ne vem, kaj točno pomeni. Niso tak semena posamezno, tako da bomo videli. Tako da letos bom kar sama iz semen zelišča naredila isto bazilika, isto imate neke diske, ima več semen v tistem disku, pa daš pol otegli. Pol imamo pa solato, navadno. Mi rečemo, mislim, da rečemo cuf solata. Pač, ko zraste solata, jo natrgam in imam to mlado solato ali kakorkoli. Tako da to, pač jaz imam balkona, nimam nekih velikih gred, pa to bomo take mini stvari bolj imeli. Pol seveda klasika rdeče redkvice, moje najljubše. Pol sem zaforo še vzela to mlado čebulo. Piše Welsh onion, kao Welsh čebula. Freddy, deliciously served raw cooked. Tega to po moje tudi ne bo toliko zasedlo. Tega bomo videli, kam bom to dala. Pol pa to se mi je zadopadlo, Cottage Garden. Torej semena takih divjih rož. Ja, moram zdaj pogruntati, kaj bom naredila, ker imam samo eno veliko gajbico, ker sem takrat naredila en tak velik tegl za solato. To bi lahko dala en malo večji tegl za rože, mogoče ne vseh semen naenkrat. Zdaj pa manj več placa bo ta rabila solata pa čebula, no pa tudi redke, tako da bom videla. V glavnem, letos bomo malo bolj balkončkali, malo bolj vrtnarili, upam, da bo uspelo. Ali Mimi? Ja, zdaj pa bomo šli na balkon. Na konja gremo, veš? Pleša moja. Ja, vprosti, hecam se, lepa pleška, malo je, malo dlaka to šla. Ja, vsake toliko dobi malo luskavico, Mimi. Moja luskavica, lepa si, ooo. Končala sem kuhanje 6 ur kasneje, ura je pol 11. Zaspana sem, najedla sem se, dobro je bilo, se sem vam pokazala malo.
Ampak ja, zdaj si pa make-up spravim do kuhna, me sicer še čaka, ampak ja, bomo videli, kaj bom najprej naredila, ne reč bi šla spat, ja, ne morem, ker kuhna in Mika me čakata. Jutri imam pa fraj dan, razmišljala sem, če bi imela tak dan brez vsega, telefona in vsega, ampak ne vem, če bo to jutri ta dan. Zajtrk sem pojedla, zdaj imam pa tu kavo skuhano in to zgleda ful žalostno, ampak en ta vseni keks pa niti ne cel košček čokolade, ker sem zadnjič zgleda nekaj malo trgala stran. Tako da jaz rabim samo malo okusa sladkega, potem ko jem slano, če veste, kaj mislim. Tako da, medtem ko pijem kavo, sem rekla, da vam povem prvi prebrani knjigi v marcu. Ne vem, če sem že kdaj v življenju toliko prebrala, ko sem letos, pač v takem kratkem obdobju. Je pa res, da tako vsaka druga knjiga, bom rekla, je malo krajša in s tem mislim tak 380, 360, torej ne 400, tako malo pod 400 strani, ker druge so bile tudi pač 680 ali pa 700. V glavnem, The Inmate od Frida McFadden. V njej sem ful stvari že prebrala, to je ta ko je Hišno pomočnico napisala. Inmate pomeni zapornik. Moram reči, da je ful bila berljiva, ful sem jo hitro prebrala. Vmes sem imela sicer malo tako smlano, nadmešla na živce ta glavna. Ne igralka, kaj je, no? Lik. Ampak se mi zdi, da je bil konc tak, da sem da je bilo vse oproščeno, kar mi je prišlo na živce, no. Tako da, jaz bi ocenila mogoče malenkost nižje kot prejšnjo, ne vem, koliko sem prejšnjo ocenila, 4,6, rečemo 4,4 dam te knjige. Berljiva, so neki trenutki, ko sem malo tak, ampak na koncu, oziroma tak čez celo je bilo kar, ja, na koncu pač se je ful dobro razvijati, da ne kaj preveč povedala. Zdaj pa ne vem, kaj ne berem. Razmišljam, a je cajt, da grem na Akotarja. Nadaljujem, ker je že bilo zdaj pa ful cajta od tega in prvo knjigo sem prebrala ful hiter, drugo knjigo sem pa na 29% že drugič, zato ker sem jo brala, pol sem nehala in je bila taka pauza vmes, da sem čisto pozabila, kaj sem brala in sem pol še enkrat prebrala in zdaj ne nadaljujem to, ali ne še enkrat, oh my god, pač res, ba je ta druga knjiga ful dobra, tako da ne vem. Ali bi šla čisto nekaj drugega, tako po eni strani bi prebrala nek drugi žanr. Definitivno malo pauze rabim od Krajma, včeraj mi je bilo kar malo slabo, tako me je bilo strah. Ni grozljivka, ampak vseeno me je bilo strah in pač to sem jaz brala 2 ure pred spanjem. Pač 2 ure sem še imela do konca knjige in sem rekla, preberem jo. Ful bi po eni strani prebrala eno tako lepo ljubezensko zgodbo mogoče. Mislim, Akotar je fantazija in v tej fantaziji imaš seveda te ljubezenske probleme, pol imaš različne te odnose, pol imaš seveda vojno, ali kako bi rekel, pač, ja. Da. Ok, zdaj sem si kupila knjigo, ker je bila 70 centov na Kindlu, Viharni vrh. To je zdaj v kino, slišala sem eni pravi, da ni dobra, eni da je. Knjiga je pač klasika, tako da bom mogoče to prebrala. Vem, da sem si nekje tak shranila oziroma naredila posnetek zaslona ene knjige, zdaj jaz to najdla. Ona hoče zdaj spat zraven mene in zdaj kopa pač kople na to mojo jopo, ker misli, da bila spala. Mini modiki, čo? Deki čitajo? Jo, poredeš ti. Moje predelkiče ti lepo. A glede ima deko sem. Dale deki celi. Najdla sem eno, ampak je spet nek crime, oziroma thriller. What Lies Between Us, John Marsh. Da vidim, koliko je ta knjiga. Ok. Kol 3 €. Nisem povedala, da sem fraj, to pomeni, da delam, kar hočem. In kar jaz hočem delati, je pucati balkon.
Tako da brez nekih časovnih omejitev. In ja, zadnjič ste videli, sem po dolžini zribala, spucala, zdaj me pa še ti koti čakajo, oziroma preostali del. Sem rekla, da se zdaj lotim, ker je sonce, pa da se tudi hitro suši, pa da mi je toplo. A ja, sem se pa odločila, da začnem brati Wuthering Heights, Viharni vrh. Prebrala sem 3 strani in moram reči, da v angleščini bo to kar zalogaj prebrati, ker je čist nek drug jezik, on je bolj old school način pisanja, bolj tak poetično tudi. V slovenščini bi bilo to verjetno ful lažje, ampak se mi zdi tudi dober izziv za mene, no. Se potrudila. Torej, ta kotiček je treba zdaj malo pregledati. To vidite, da rabi čiščenje nujno. Malo, ja, videti, kaj imamo tu. Spucati ta kot, se premaknite, da nas kar nekaj dela čaka, moram pa to metlo popraviti.
ena pauza za kavo in kiwi, 2 sem že pojedla. Sem si pa tudi dala namočiti chia semena, zato ker imam malo težave s prebavo zadnje cajte in rabim malo vlaknin. Tepih, pod tepihom je spucano. Zdaj tukaj ne zgleda nič posebnega, ampak vseeno zorganizirano in spucano. Tukaj sem se odločila, da bo to moja visoka greda. Torej tu bom dala neko vrečko, nekaj, da bom lahko imela zemljo nad. Tu bojo tudi rastline, spod imam pa tek za shranjevati. Ta mini rastlinjak sem se odločila dati na mizo. Zaenkrat sem to. Tu bojo verjetno še kakšne druge stvari ali pa mogoče jagode, ki jih trenutno malo sušim, ker so ful napite z vodo, ker so bile pač zunaj po zimi. To so neko preživijo zimo in pol spet ven pride. Jih moram malo zrihtati, ampak zdaj tu lahko vidite, da imam ful teh praznih loncev, pa to bo itak zafilano. Moram še malo premisliti, kje bo rože, kje bo kaj. Ta moj citrus je zaenkrat tu, ampak je tako malo premikam, rada ga imam tu, da ga vidim pol v stanovanje. Tako da malo bojo spremembe, bo pa malo bolj vidno, ko bo kaj zraslo. Zdaj še vedno je malo mokro in delam packo, ampak ja, mora se posušiti. Tu imam pa smeti, tako da moram to odnesti. Tu imam pa Miko, jo bom zdaj na balkon prepeljala, da bo malo uživala. No, kar še imam za spucati je ta polica, ki pa je danes ne bom, ampak ja, jo bo treba zribati, ker je kar grda. Ni najlepša stvar, kar sem jih kadarkoli videla, je pa cute, malo več zelenja. Eden se ostanki, prav veselim. Lučke so malo smedene, ampak to vam še nisem pokazala mojo laterno. Te lučke glih prav svetijo. Zdaj se bom pa lotila te stene, pa bom rožice dodala, sam jih moram najprej najti. Ok, to je bilo pa hitro. To so te rožice, ko jih imam, oziroma sem jih imela na hladilniku lani. Bom videla, kam jih dam. Jih dala kam drugam. Zaenkrat bojo ostale tu. O, zajček. Ga bom kar ven dali. Imam pa te rožice, ki grejo na lučke. I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What
What did I do last night? Can someone make this headache go? Evo, rožice so gr. Se v bistvu sploh ne vidi to, ko so lučke, ampak pa tema okol. Moje se bo jutro boš videlo po svetlem, ampak ja, končno sem malo odlašala. Pretty baby. Ja, končno sem šla v klet po kice. Ja, pa nesla par stvari, ko spadajo v klet. Accomplishment. Evo, današnji dan je končan, nisem šla v fitness, nikamor nisem šla. Mislila sem, da bom šla jajce kupiti in potem sem si rekla, ne, bom jutr je nedelja. To je pa slabost tega, ko jaz skozi pač nimam vikendov oziroma vsak teden je malo drugače. Ne vem, kjer je dan je, oziroma pozabim, da pač je vse zaprto, ker jaz normalno jutr delam, a ne? V glavnem, zdaj sem spucala še kopalnico, tuš, umivalnik, WC. Edino, kar mi je še ostalo, je po tleh pobrisati, kar bom pa jutr naredila, ker rada to delam, ko je svetlo, da res dobro vidim, a sem reda posesala in spucala. Mika je tek zmatrana, spi ona na drevesu tam svojem zadnji. Ker je dan smela toliko dela, ker me je mogla nadzorovati, ker sem skozi bila na balkonu, ampak sem ful vesela, balkon je spucan, zdaj samo še v bistvu posejem stvari, zrihtam, kje bom kaj imela. Naredila sem vse stvari danes, ko jih nisem hodila, oziroma sem jih odlašala in se počutim zelo dobro. Zdaj pa grem spat, ker me križ boli. Še vedno se trudim to brati, sem se potrudila, mogoče bom začela ono drugo knjigo brati, ne vem. Težko, ker moram ful besed prevajati. Poglej ti, jo. Picka. Pik streci. Isti spani. Idź maluba. Idź maluba. Idź maluba. Idź maluba. Idź maluba. Missing someone.